Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Lep pozdrav v Klepetu ob kavi, drage gledalke, spoštovani gledalci. V današnji temi prav zanimivi. Ste kdaj pomislili, ko pogledamo na svoje življenje, od rojstva do smrti nas spremljajo neke pogodbe, obveznosti. Celo naše življenje je sklepanje nekih sporazumov, takšnih in drugačnih obveznosti iz teh sporazumov. Ste kdaj pomislili, da je mogoče, da ostanejo te pogodbe in ti sporazumi in te obveznosti iz teh pogodb tudi kasneje, tudi ko se naša duša reinkarnira. Odnosi in sporazumi, vse veste, v zakonu mož, žena, starši, otroci, v službi z nadrejenimi, tega je kolikor hočete. In zdaj pomislite, da vse to breme prenese naša duša en korak naprej, pa mi sami pa sploh ne vemo, kaj se dogaja in zakaj smo tako obremenjeni, ker vsaka pogodba prinaša obveznosti, pravzaprav je negativna. Moramo delovati v skladu z njo. Ali se da svobodno zadihati, ali se da očistiti teh bremen iz preteklosti, nam bo povedala današnja gostja. Aleksandra, dobrodošli zopet med nami. Hvala. To bo zelo koristna informacija. Zelo koristna informacija. Kakšne so to? To so dušne pogodbe. Govorimo o dušno-partnerskih pogodbah, ki se vidijo s tem, ko dostopamo v akaške zapise. To je svet, kjer ne pozna časa, kraja in prostora iznad, se pravi, običajno to peta dimenzija ali pa više. In ko govorim o dušno-partnerskih pogodbah, je to vedno mišljeno negativno, saj enega ali oba zelo izčrpava. Se pravi, človek se počuti ujetega v neko dušno pogodbo na nivoju duše, to že beseda pove, da je bila sklenjena. Običajno to ni, da se pogodimo o kupoprodajni pogodbi, to je dobro, ampak o neki dušni pogodbi, dve duši se o nečem pogodita in dejansko je to nenapisano pravilo. In tako deluje ta človek še vedno v eni inkarnaciji, tudi če tega drugega, s katerim je imel pogodbo, vemo, da so pogodbe lahko enostransko ali pa obojestransko sklenjene, deluje na takem principu. Pa bomo pogledali kar od začetka, kako so te pogodbe. Ene pogodbe so skozi sporazum, ki vključuje tudi prilepljenost duše. Se pravi, sporazum je določena pogodba, da se dva sporazumeta o nečem, da bosta, naprimer, da bo nekdo deloval na način, ki njegovo osnovno dušno matrico zapostavlja. Primer bi bil zelo preprost. Recimo, nekdo se zaposli v firmi, ki jo vodijo starši njegovega moža, partnerja, ne? In nikoli noče biti vodja. Samo zato, da ne bi bil boljši. Noče biti boljši, čeprav zna, naprimer, 3 tuje jezike, ima kvalitete, ampak na nivoju duše so vse ti. Se pravi, tašča in ta mlada snaha sta se sporazumeli, da ta mlada ne bo nikoli svojih članov po kvalitetah presegla. In tako je ta duša hodil v službo, ker je sprejela tole dušno pogodbo na enem nivoju, hodi v službo, ki jo sovraži, ne upa zapustiti tiste službe, sprejela je podrejen položaj, tak, ki ni pisan, ni v skladu z njeno božansko dušo in trpi in to prenaša. Tako da je zmerom nezadovoljna. Ampak sama je sprejela ta položaj ne biti boljša od svoje tašče, naprimer. To je en tak primer. To je zelo negativno in izčrpajoče, ker pač nekdo je mogel zapostaviti vse svoje kvalitete, vse svoje talente, ker načrtno ne dovoli, da bi bil boljši, ker ga noče
preseči. Takšno pogodbo je. Takšna pogodba je sklenil. Če so te živeče duše, govorimo o teh pogodbah iz tega življenja. Če ena od teh duš ni več živeča, govorimo o prilepljenosti duš. Se pravi, tudi kot dva, ko imata tako pogodbo, jaz nočem biti najboljši, recimo, a ne? Išče še zmerom nekoga, da mu bo nudil vse, pripravil vse, s tem, da on nekakor ne bo hotel biti najboljši in nikoli ne bo izrazil vseh svojih dušnih kvalitet. Se pravi, tudi če tistega drugega, ki bi moral biti nadrajeni, ni, se ta prvi ne more osvoboditi, ampak išče nekoga drugega, da bo zopet podrejen. Ja, tako, kar je za njega dvojna katastrofa. In o tem govorimo o prilepljenosti duš. Se pravi, o efektu prilepljenosti. Tista duša, ki trenutno ni inkarnirana, se dobesedno prileplja na njega in mu poganja program ne biti najboljši. In to ga je treba človeka osvoboditi in to zmoremo. Zmoremo, Še znamo. kakšne druge vrste pogodbe? Ja, potem imamo sočutne povezave. Neverjetno bi rekli, sočutje je lepa stvar, biti sočuten, ljubeč. Kdo pa nima rad sočutnih ljudi? Ampak vemo, da to je sočutje v navednicah duše, ki so pripravljene iz sočutja, ampak spet v navednicah, vse narediti za druge, da bojo srečni, da bo vedno dajati, se razdajati in v zameno ne dobijo nič ali pa skoraj nič, potem tle ustvarjajo sočutne povezave. Med zdravilci je veliko takih in stranke začnejo izkoriščati. Aha, se je njemu snaredila zastonj, da je še meni. Tako da ne ustvarjamo sočutnih povezav, ker to obremenjuje, to deluje zelo obremenjujoče. Zdaj te sočutne povezave so vedno efekt iz te inkarnacije. Tako da res se trudimo, da ne ustvarjamo sočutnih povezav, da imamo izmenjavo energije čim bolj enakovredno v enakovrednih odnosih. Se pravi, govorimo o partnerju, govorimo v poslu, da dobiš pošteno plačilo za pošteno delo, govorimo o vseh teh. Sočutne povezave, se pravi, so negativen efekt in običajno izhajajo v tej inkarnaciji in ko človeku osvestimo, se pravi, tudi če eden prekine to sočutno povezavo, recimo, da je bil sin vedno vajen, da je mama iz sočutja vse naredila za njega, vse napake mu je popravljala, ko je vrgel ves denar v kazino, mu je dala svoj denar, mu je založila vse njegove napake, on je iskal partnerko, ki bo ravno tako tolerirala vsem njegovim napakam. Se pravi, če bo zapravil celo plačo, mu bo pa ona posodila. On je iskal drugo žrtev, s katero bi ustvaril sočutno povezavo. Tako da mu je ta mama naredila medvedjo uslugo zelo hudo. In potem imamo primer, dobesedno, ko se govori o pogodbah, so lahko pogodbe o zaščiti, dobesedno se dve duši pogodita, da ga bo neka duša njega ščitila. To je grozen. Recimo, nekdo, ki je lahko odrasel človek, preprosto ne zmore živeti normalnega partnerskega življenja, ker sta dve enakovredni duši, ampak konstantno išče partnerja, ki mu bo ali lahko je to pogodba o zaščiti, ki jo prejema, ali pa pogodba o zaščiti, ki jo daje. To so dve vrsti. Lahko je enosmerno ali pa enostransko ali pa obojestransko sklenjena. In je lahko tudi pogodba o zdravljenju. In te pogodbe ne nastanejo, smo rekli, na nivoju zapisa, nastanejo na dušnem nivoju in so lahko efekti iz prejšnjih inkarnacij, dosti inkarnacij. In poganjajo v človeku program, da on dobesedno tako deluje. In ker tako deluje, si ustvarja tako karmo. In ker ustvarja tako karmo, si ustvari tako usodo. S tem načinom delovanja pogodbe o zdravljenju so res na enem nivoju, kar ostane. Se pravi, ženska je imela bolnega moža v eni inkarnaciji in ga je pedinala, vse naredila za njega in sta sklenila pač sočutno, kot se je reklo, tole pogodbo o zdravljenju. On je stalno njej zdravljenje dajal. In ko je ona že umrla, je iskal druge ljudi, da bi jim nudil zdravljenje. Ampak tudi kar zastonj. In to je zelo izčrpajoče za njega, da deluje pod takim programom, ki mu v resnici ne prinašajo zadovoljstva, zato je treba tole odstraniti. Še kakšna, Aleksandra? Rekli ste sočutne, pa ta pogodba. Ja. Še kaj? Ja, ena takih bi bila dobesedno pogajanja. Pogajanja
so dušno-partnerske, tudi teli zapleti, dušno-partnerski zapleti, ki se tudi vidijo skozi akaške zapise, z vpogledom, z dostopom v akaških zapisov. Ne, mimogrede omenim, da jaz to ljudi usposabljam, da to sami ugotavljajo, ker je najboljš, če ti nekdo da recept, ti veš, katere sestavine, ti veš, kaj si skuhal in kaj boš pojedel. Se pravi, vzgajam neodvisne ljudi, samostojne, hočem, da sodelujejo, imajo mentorstvo, imajo vodstvo v tistem obdobju, ko smo skupaj. In tlele so pogajanja. Pogajanja so ena izmed zelo takih običajnih efektov. Nekdo si je nekaj spogajal. To pomeni, da je nekaj žrtvoval za voljo nečesa drugega cilja. Nekdo si je izpogajal, recimo ponavadi tale pogajanje pride takrat, ko je tam denar, biznis, nek interes, koristoljubje. Nekdo si izpogaja, da bo, recimo, obstaja primer, ko so se lepe mlade deklice poročile s takim starejšim gospodom, samo zato, ker mu lepo vilo pa lep avto. In tukaj se je že ustvarilo pogajanje. Če se je to ustvarilo v prejšnjem življenju, še vedno duša v tem življenju hrepeni po tem, da bi se pogodila z nekom drugim. Tako da nekdo je v eni inkarnaciji zanemaril ljubezensko življenje, se poročil zaradi statusa, zaradi moči, zaradi slave, zaradi premoženja, zaradi nekega interesa, ampak je zapustil ljubezen. In v tem življenju ne najde sreče v ljubezni, preprosto misli, da more najti partnerja, ki mu bo omogočil nekaj, slavo, čast, uspeh, premoženje in tako naprej. Ne najde sreče, zato ga je treba osvoboditi od teh pogodb. Zdajle, vse nam je jasno, kar zelo nazorno ste nam to povedali, vse se nam zdajle predstavlja v naši glavi. Prej ste lepo rekli, pa tudi sami si predstavljamo, vse te pogodbe, sporazumi so za nas obremenitev. Zelo. A se da tega rešiti nekako? Ja, da se zelo preprosto rešiti. Mi vemo, to ljudje pridejo najprej do mene s tem, da jim naredim enourno branje dušnega zapisa. Postopek gre počasi. Če v enournem branju dušnega zapisa opazim, da je duša kolikor toliko pozitivna, to pomeni, da vsaj malo prejema energijo iz božanskega vira, z drugimi besedami povedano, da ni skrenila toliko stran od svoje prvotne dušne matrice, kar sva že v prejšnji oddaji povedala, potem jo lahko vodim, da si sama pomaga. Se pravi, jaz ti nudim vodstvo, sama pa rešuje. To najprej je treba vse to raziskati, diagnosticirati. Potem, ko vse to diagnosticiramo, gremo v reševanje. To razreševanje pogodb traja 21 dni in delamo vse nadaljavo. Tako da fizična prisotnost dejansko ni potrebna, čeprav se dobimo enkrat v 3 mesecih, se dobimo enkrat na skupnem kosilu, tudi da podelimo znanje, da se vidimo. Ja, tako da vabljeni vsi, ki bi jih to zanimalo, ki ste se znašli v tej situaciji ali da se je kakšna duša prilepila na vas, pa da vam poganja en mentalni vzorc, ki se ga ne moreš rešiti. Ravno to je zanimivo, o tem sem razmišljal, kot to ste zdaj povedali, en mentalni vzorec, si ne moremo razložiti, zakaj se nas drži in zakaj se ga mi ne moremo rešiti. Kje ste to vse? V akaških zapisih? Ja, zdaj to ste se naučili? Ja, to znanje je pač iz Indije, original so me naučili mojstri modrosti iz Indije. Jaz sem bila pač blagoslovljena s tem, da lahko to znanje širim tlele. So mi dali zeleno luč, da to lahko širim in jaz zberem pač svoje učence, preko katerih širim to znanje in približno jih lahko 20 sprejmem. Več ne morem, ker pač imam take kapacitete in oni potem se naučijo vse, dostopa do akaških zapisov, branja dušnega zapisa, usklajevanja s prvotno božansko matrico. Moram pa povedati, da obstaja nekaj malo duš, ki jim pač ne moram pomagati, ki mi ne dovolijo svojega dostopa do akaških zapisov. To sem hotel vprašati. Ja. Z temle znanjem vi lahko dostopite do vsakega, ampak odzivi so drugačni. Ne morem do vsakega, odzivi so različni. Se pravi, nekdo mi
ko pride do mene, ali je to preko Skypa, mobitela, me zaprosi za 1 urno, ne, si pač vzamem 1 uro časa. Včasih mi človek na razumski ravni dovoli, da jaz to berem, ampak njegova duša se s tem ne strinja. To sta 2 različna efekta. Ja, jaz vprašam, ali imam dostop do kakšnih zapisov za to in to osebo, ne, za dušo te in te osebe, rojene ta in ta čas. In ponavadi imam odgovor da. Ker če se človek strinja, potem se ponavadi tudi njegova duša strinja, če je to prišel že do mene ali pa me poklical, me kontaktiral. Obstaja pa nekaj malo ljudi, ki pač na nivoju duše ne dovolijo dostopa do kakšnih zapisov, lahko pa tudi nimam dostopa zaradi različnih efektov. In sicer ti efekti so svetlobna fasada. Efekt svetlobne fasade, ko se duša stalno kaže, da je drugačen, kakor je v resnici, to je efekt svetlobne fasade, to je krinka, je v bistvu negativna duša, ampak se nadene svetlobno fasado in se predstavlja, da je pozitivna. Se pravi, za negativne duše ne morem, za efekt svetlobne fasade ne morem, če je efekt školjke, ko se je nekdo obdal v lupino, v tako energijsko lupino, tudi ne morem dostopati, lahko mu pa predam prošnje, da to odstrani in ga osvestim, da kaj s tem počne. Ker določene duše so se toliko obdale z enim ščitom, da ne dovolijo, to pa navadi čuti njihov partner. Najbolj trpi partner, mož s tako žensko ali pa obratno, ženska z možem. Dejansko, kot da karkoli mu rečeš, se vse odbije, se ga ne dotakne, je obdan v tak energijski ščit, se ni sposoben prilagoditi, trmari v svojem in preprosto ignorira vsa čustva. No, to nam je zelo domače, Ja. ampak za vse ostale, ki pridejo k vam, dostopite do njih, jim predajate svoje znanje. Ja. A je za vsemi enako, ali nekdo to lažje sprejme to vaše podajanje, lažje popravi svoje stanje? Je odvisno. Zelo dobro vprašanje, hvala. Ja, v bistvu snov je to čisto preprosta. Se pravi, če jaz tako govorim, da me nekdo zdaj le razume, to je snov za, ni treba imeti fakultete, to je snov za srednješolske, na nivoju srednje šole. Preprosto je treba se naučiti teorijo, je treba skozi eno tehniko, a ne v prvem delu, v drugem pa tretjem imamo še druge tehnike, osvojiti tehniko dostopanja. In to se naučijo tudi zelo razumski ljudje, ker vse, kar jaz govorim, je zelo zadoščeno razumu. Se pravi, potrudim se govoriti na razumskem nivoju, logično in razumljivo, čeprav govorimo o nekih dušah, o nekih akaških zapisah iznad 4. dimenzije, o nekem svetu tam nekje, ampak ni tisti svet tam nekje, ampak je tukaj, tukaj. In se pravi, že kdo, ki pride k vam, pomeni, da ima voljo in zanimanje, in za takšnega potem najbrž ne bo težav. Ne bo težav, ga vodim skozi večmesečni proces, vse je nadaljavo, ponavadi dobivam zelo pohval, da to so teme, ki jih niso še nikoli vedeli. Pri meni ljudje ugotavljajo, da koliko stvari še niso vedeli. Vsi vejo, da imamo čakre, da imamo auro, kar je spet iz Indije, ampak jaz tem razložim, da imajo tudi zlato mrežo okrog aure. In to so pojmi, ki jih niso vedeli in ki jih še ni pri nas. Tako da vabljeni. Zaradi tega pa dobro, da imamo vas, Aleksandra, da ste s klepetom ob kavi sklenili pogodbo, da boste naše gledalke in gledalce ozavestili o vsem tem, kar nam mogoče v vsakdanjem življenju ni bilo jasno. Dobrodošli še kdaj pri nas. Hvala lepa. Če je bilo to vam v razmislek, drage gledalke, spoštovani gledalci, pomislite malo, mogoče se pa res kdaj dogaja nekaj, kar nam ni čisto jasno. In ja, korak je vaš in odločitev tudi. Hvala lepa. To je pa oseba, ki enostavno se ne zna ustaliti in ni sama oseba kriva za to. Enostavno pač nima razvitega tega gena, nima občutka za ta del odgovornosti, nima občutka zvestobe, ker nima to razvito v sebi in